lepo se vidi, kako smo pred epidemijo imeli tudi 100 tekmovalcev na Ljubljanskem maratonu, potem pa je zdaj s to epidemijo vse skupaj padel pod lanskem letu na 50 in letos zdaj že pod 50, kar nakazuje načeloma, da so rekreativni tekmovalci zelo odvisni od tega, kakšni so zdravstveni pogoji pri nas. In kljub temu, da smo društvo, ko smo že na sceni 11 let, ko smo povedali, pa da delujemo v javnem interesu, imamo kljub temu velike težave, da pridobimo nove tekmovalce in jih potem tudi prepričamo, da grejo na kakšne tekmovanja. Tako da res take prireditve, ki jih uspemo organizirati s pomočjo mestne občine Ljubljana, nam omogoča, da se vsaj enkrat na leto slovenski tekmovalci zberemo na isti progi, pa da lahko tekmujemo. S tem, da smo letos imeli svež dogovor tudi z Sky klubom Slovenija, ki nam je organiziral državno prvenstvo v Skyki, v teku na rolkah, in s tem v bistvu omogočil tudi neko smučarski zvezi, da doživi Ljubljano kot neko centralno prizorišče za tekme, za svoje tekme. Ja, proga je v bistvu 8 krogov, začne se z rahlim vzponom okrog krožišča prvega, nato je daljša ravnina in potem še eno daljše krožišče, ki ga naredijo v bistvu 180 stopinj se obrnejo. Potem sledi položen spust, kjer tekmovalci dosegajo hitrosti od 40 km in več. Malo tehnično oviro predstavlja ponovno, da gre čez prvi rondo in potem sledi spust proti garažnim hišam stadiona Stožice, kjer v bistvu, bom rekel, po precej bolj strmem spustu pridejo na rondo, kjer obrnejo in grejo potem nazaj v hrib proti zaključku kroga in po 8 krogih ciljni sprint. Lani smo videli, da se tekma lahko lomi kjerkoli, tako da sta oba zmagovalca prišla pred glavnino in pred ostalimi zasledovalci sama v cilj, tako da sta v bistvu naredila napad že dosti pred zadnjim vzponom in nismo videli ciljnega sprinta. Mogoče bojo letos tekmovalci zaradi bolj spuščene konkurence čaka na ta ciljni sprint in zadnji vzpon, da bodo odločili, lahko pa, da se bo kdo napočil že zgodnjim napadom in pobegnil in da glavnina ne bo ugodila. Krog tehnično res omogoča veliko različnih taktik in različnih možnosti za tekmovalce, da pokažejo svoje znanje. Vaščevinko 13, Žiga Pungartnik, 17, Martin Močnik, 14, Nečvaj, 24, Anže Voliček, 30. Začenja se torej prva tekma in sicer v hitrostnem rolanju. Prva tekma se je začela in zdaj čakamo drugi start v kategoriji Nekven. Tule se torej Nekven, Feroda, Mina Čelič in Tadeja Donko, Vedenko, Radka Bukovska iz Češke. Štart naslednjega topa je neuročljivi Rolando Turčič. In pa še Nino. Časom 6:30:44, Odlazek Kapalovka, 38:6:22. Končno, vendarle na drugo mesto.
mesto, številko 23 prihaja Nina Černik. Pričakovano, Gal Gros, Anže Gros, najhitrejši v kategoriji Ramo Hana Maži Jamnik danes za dve vrhunski predstavi. Južal najboljše na 21 km Hane Maži Jamnik. Ljubljanskega polmaratona v hitrostnem rolanju. Nemo še zadnji aplauz za našega dne. To so Anže Gros, Peter Korec in Anže Tolinšek.